20 let nazaj sem bil 20 let mlajši, bil manj obremenjen in sebe sem imel rajši. Zanimale me niso politične štale, živel sem za moment in neumnosti male. 20 let nazaj, ko bile so še Deutsche Marke, sem nosil strgan džins, čupal dolgo in ostarke. Naredil smo bend, ni nas zanimala šola, verjeli smo, da živeli bomo le od rock'n'rolla. A veš, ko pišeš zgodbo in zdaj se začne razvijati, ti rečeš, joj, pol tudi reče izvajalec, to se me pa ne dotakne, lahko se ta verz zamenjamo, seveda se delamo, se prilagajamo, se tudi formuliramo drugače stvari. V končni fazi, ne vem, Štefka, ki bo pela to pesem, mogoče Štefka to drugače reče kot Janez, ne. Štefka reče, jaz te pa ne maram, Janez bi pa to rekel, joj, koliko mi greš na živce, ne. Seveda, da je, hudič je to, ne, ker ti se drugače izražaš kot jaz, v končni fazi si iz drugega okolja, iz drugega mesta. Trenutno, glih v tej fazi jaz sem ti glih napisal pesem, ki si bila srečno zaljubljena in čez en mesec, ko realiziramo pesem, si ti v fazi, ko si nesrečno zaljubljena. A veš, koliko je to enih dejavnikov in zato tudi ni formule v resnici, ne. Včasih rečejo, dej tako narediti, ki si unmu naredil. Škoda, stari, ker se ti ne bo ta formula ponovila, ne. Deluje do neke mere, ampak v resnici je vedno nek X-faktor, ne. Zadnje 3 leta opažam, da so se ljudje začeli ful vračati k zgodbam, se pravi v tem našem pop žargonu tekstom, ne. Ker prej je bil tekst neki, se tudi jaz sam sem zelo mačehovsko gledal čas na tekste, kao, aha, zdaj imamo pa komad končan, joj, imamo še 2 meseca cajta do plate, ja, treba pa nekaj napisati, ne, pa smo napisali. Pa ene stvari so bile čisto slušne, recimo Rome in Julija od Flirtov je Evergreen, ampak takrat nisem razmišljal, pač napisal sem nekaj v ločitvi staršev, zelo tako pavšalno in se je to prijelo kot nek ultimativni love song, ne. Ampak danes pa pač dejansko razmišljam, čutim, tudi razmišljam potem o teh stvarih, a sem tako čutil, nisem, ne, to bi pa tako povedal, zakaj bi tako povedal, ne. In glih to je verjetno tisto, kar dela zanimivo to stvar, ne. Zelo ljube besedila so mi recimo, takih delam ponovadi v tišini, pa za neke izvajalce, ki sploh niso tako znani. Recimo, ljudje se lahko poiščejo izvajalca Flora in Paris. To je nek tak pop, jazz band, ki ni ultimativno popularen, pač se pojavljajo bolj v nekih zaprtih krogih, ampak mi je zelo ljuba pesem Potujem sam. Valjda, da skladbe, ki nastajajo v nekem lastnem brlogu, ne, bom rekel tako, so tudi take, ne, veš, bolj gajsne, pa več si upaš povedati, pa poveš tako, kot bi ti povedal. In potem marsikaj poveš, kar pri drugih ne bi, pa pri drugih ne bi šlo skozi, ker nimajo tega načina izražanja, pri tebi pa gre skozi, ne. Skozi čas najdeš, kje je ta tvoja potka, ki se jo moraš držati. Sej, ne pravim, da jaz sem 40 plus let star in še daleč preneumen, da bi vedel, kaj je smisel življenja, ne. Mogoče pa bom mečkano manj neumen umrl tik pred prejemom zapustil ta svet, ampak to bi bil ful vesel, no, da bi bil srečen, no. Recimo, pesem, ki jo imam zelo rad, je Pogled čez ograjo življenja, ne. Je sladko kisla uteha, ne, naivni smeh, tega otroškega smeha, ne, ki se skozi leta neha, ne. In dejansko to je neka resna stvar, ampak v resnici je to del mene, sem povedal, in tudi, ko se spomnim, ko se vračam skozi čas nazaj, neko nostalgijo, retrospektivo, ne, me ful zadane in mi doskrat imam cmok in se zjokam. Ampak hkrati je pa to ful mejhen moj segment, mogoče sem zaradi tega toliko srečen, jaz ne vem, ker včasih sem prav veselko, padal sem v koprive, kako imenitno sem tlesknil ob tla, ne, veš. 20 let nazaj je bilo vse drugače, 20 let nazaj je bilo vse domače, 20 let nazaj, kako čez mine, vsake toliko me še prime, z vami zapet.